če ste v dilemi, kje dobiti pravi domači slovenski fižol, potem morate zaviti v Savinjsko dolino. To raste v glavnem samo sivček, pravi slovenski fižol domači, zelo dober, ne? Že več let se pri vas, dolga leta že gojite sivčka, ne? Ja, tudi že dolga leta, že starši. V bistvu tako, da je zelo primeren za te žičnice hmeljske, ne? Ko so dosti zraste do kraja in je primeren za to, tudi glede kolobarjenja. Pri vaši hiši pa izključno sivčka gojite, samo ne? tudi sivček, ko je tudi prav savinjski. Ne veste, ne spomnite se, kdo bi recimo prinesel to tehnologijo v Savinjsko dolino, da bi pravzaprav ugotovil in pogruntal, da fižol zraste pa lahko zelo visoko. Ja, tu so že naši predniki imeli skozi, odkar je v bistvu hmelj, ne? In ko je bil recimo izpad hmelja, ko je bilo treba, ko so bili sadike prestare, žine so pač v bistvu zamenjali s fižolom, ne? Je tudi en določen zaslužek in je prav se pokazal, da je kar dobro uspeva to. Tehnologija, če je primerjava s hmeljem, manj zahtevna, ne? Dosti manj zahtevna, ne? Kaj pravzaprav hoče imeti fižol, no? Ja, v bistvu dušika ne rabi veliko, to je treba zelo poudariti, ker nekateri ga poštupajo iz dušika, ne, pol v bistvu preveč bujin in se recimo v jesen nadozori, ne, in pol so problemi. S stročnicami, kamor sodi tudi fižol, se človek prehranjuje že od predzgodovinskih časov. Vsebujejo veliko beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov in tudi vitaminov. Fižol je rastlina toplote in višine, saj v hmeljiščih na pravi opori zraste tudi do 5 metrov visoko. V hmeljiščih so za gojenje tudi najboljši pogoji. Rotarjevi so ena tistih družin, ki se s pridelavo fižola ukvarja, kadar v hmeljiščih zemlja počiva, da nadomestijo izpad dohodka pri hmelju in ker je fižol zelo dober za kolobar. Savinjčani ostajajo zvesti avtohtoni sorti fižola, savinjskemu sivčku. Poznavalci pravijo, da je to najboljša sorta fižola, zato se tistim, ki ga pridelujejo, ni treba posebej ukvarjati s prodajo, saj vsega prodajo kar doma, na pragu. Rotarjevi fižol res da prodajajo, a ga tudi jedo sami prav radi. Ja, ima en tak specifičen okus, za solate je zelo dober, tudi za kakšne fižolove juhe, tudi pasulj je zelo v redu, tako da je vsestranski. Ima tak prefinjen okus, pa tudi olup ima tak, mislim, sploh ga ne občutiš. Ko bi bil brez olupa. Je razlika, ko imamo mi tudi en nizki fižol, se reče, ali pa časih so rekli počepuč, je malo drugačen. Sicer je dober, ampak ima pa se olup okusi. Kaj pa razkuha se sivček? Ja, tudi če preveč vre, ne. Ko zavre, je pol treba paziti, da ne prevre, ne, da bi, zdaj ne vem, koliko galopiral, pol se tudi razkuha. Sicer se pa ne? Ne bi se smel, če je v redu sivček. In še napotek za kuhanje sivčka iz prve roke, da bo res okus pravi. Ja, fižol pri nam ga ponavadi zvečer namočimo, ne. Ga zvečer namočim, pa ga pol zjutraj operem, pa ga dam kuhati, pa recimo 2 ure kar mora vreti, pomalim, da je kuhan. Zdaj je pa odvisen pol, če ga za juhe kuhaš, moraš že prej kakšne dežave dati not, če pa kar za ozrno, za solate ali pa za zabilenega, ko mi še jemo zabilen fižol, pa kompot včasih, ali pa solato zraven. To je tudi za kakšne lušte še postarim. Mlad pa, da je drugače to tijo.